Okay. Torej, druga alternativa, če se ne boste odločili, da boste šli malo bolj profesionalno in si postavili svojo spletno stran z domeno in gostovanjem, je desktop server. Ne? Se pravi, kaj bo desktop server naredil, je, da bo inštaliral na vašem računalniku strežnik, kjer lahko gor laufa WordPress. Se pravi, bo na vašem računalniku kot program laufal spletni strežnik in pa baza podatkov. In pa vse je poenostavljeno tako zelo, da bolj ali manj ne click and forget, da boste lahko pač brezplačno te stvari nastavili. Se pravi, prva stvar, ki jo bomo naredili, je, da gremo na serverpress.com in pa potem tukaj imamo zgoraj na desni strani free download in pa ne rabite tukaj svojega e-mail naslova upisati. Vse, kar morate, je, da kliknete tole no thanks, I just want to download desktop server limited. Včasih smo se mogli še registrirati gor, pa ne vem koga hudiča kupiti, mislim brezplačno verzijo kupiti. Zdaj so stvar poenostavili do te mere, da je super fajn. In da lahko samo eno stvar kliknemo in imamo. Okay. Se pravi, jaz sem to že naredil, sem že snel in odzipal ta zip file, ki ima desktop server, tako da bom dvakrat kliknil in inštaliral ta program. Se pravi, ta prva stvar, ki jo mi bo rekel, je, da si želi seveda administracijske pravice, tako da kliknem continue in se strinjam, da dodam programu administracijske pravice. Potem pa pojdimo. Najprej se seveda strinjamo, da bomo svojo dušo prodali in svojega prvorojenca. Bomo izbrali New Desktop Server Installation, ker pač nimamo nobenega strežnika še na tem računalniku. In potem počakamo, da program inštalira oziroma skopira, ekstrahira vse datoteke. Ok, jaz sem seveda kliknil pauzo, da ne bomo skupaj dolgo cajta bolj ščali v tole črtico, da rata zelena. Skratka, vmes je inštaliralo in nastavilo v bistvu vse tiste stvari, ki so potrebne. Torej, zagnalo bo vse potrebne file in pa seveda you can start desktop server na tem naslovu. Če se ne motim, je tudi shortcut na namizju, ampak moje namizje je tako naslano, da bom rabil 15 minut, da najdem ikonco, tako da bom šel v cxmplite in zagnal desktop server.exe. Se pravi, spet bo prosil za isto stvar, ali lahko reštartam zadevo kot administrator. Kliknem da ja. Ga bom dovolil, da dostopa do interneta, ker imam aktiven požarni zid. In zdaj prvi korak, da začne oziroma zaštarta Apache in MySQL. Apache je v tem primeru spletni strežnik, ki bo serviral našo spletno stran. MySQL je možgan v bistvu naše spletne strani, kamor si bo WordPress zapisoval vse te podatke. Tako da bom kliknil Next. Tukaj bom dovolil vsem tem novim aplikacijam, da dostopajo do moje mreže in ok, smo fertik z vsem. Naslednji korak je, da naredimo našo prvo spletno stran. Kliknil bom tukaj na naslednji korak in tukaj boste v bistvu videli, se pravi tale spletna stran, karkoli bomo izbrali, recimo jaz bom izbral zdajle za hec testna stran.dev.cc, se pravi ta URL, ta spletna stran je dosegljiva samo na vašem računalniku, zato ker nimate gostovanja in domene, je ta stvar samo na vašem računalniku. In pa če boste slučajno kdaj pozabili, lahko tudi tukaj vidite, da imate v dokumentih
podmapa websites in pa potem imate tukaj le spet tale URL, če ga slučajno kdaj pozabite. Ne. Se pravi, jaz sem si izbral testna stran.dev.cc, kliknem na Next in zdaj bo on skopiral vse tiste datoteke, ki so v bistvu potrebne za WordPress, naredil bo novo bazo, novega uporabnika, povezal bo bazo z uporabnikom, skratka vse tiste stvari, ki smo jih mogli včasih delati na roko, nam v bistvu ta sistem poenostavi. Videli boste tudi pač, da je bolj ali manj identična rešitev tudi v samem cPanelu, se pravi pač inštaliralo bo, naredilo bo samo bazo. Skratka, ogromno enih tehnikalij, ki smo jih včasih vas mogli naučiti, zdaj pa ne rabimo več, zato ker je sistem tako poenostavljen. Ok, jaz bom pritisnil pauzo, toliko, da se stvar skopira in nastavi, potem pa nadaljujemo. In nekaj minut kasneje je skratka vse nastavilo. Naredil je bazo, vse potrebne WordPress datoteke, ki imajo dostop do te baze, je nastavil in stvar reštartal. Skratka, vse, kar moramo zdaj narediti, je, da zaključimo inštalacijo te testne strani. Ne. Spravi, kliknil bom na tale URL, da mi odpre brskalnik. In tukaj bomo nastavili, kako bo ime naši spletni strani. To lahko kadarkoli kasneje spreminjamo. In pa nastavili bomo uporabniško ime in geslo za administratorja. Zdaj, pri tem geslu ni tako važno, da je super duper varno, zaradi tega, ker lahko samo na vašem računalniku dostopate do te strani, tako da si lahko date tudi, ne vem, nekaj zelo enostavnega noter, če vas le spusti skozi. Ne. Ne. Super, pa imamo že super varno geslo. Zdaj, tukaj je že čist brez veze, kateri mail boste dali noter, zato ker ta spletna stran ne bo pošiljala mailov, ne, zato ker je to samo na vašem računalniku. Jaz bom to samo dodal, da na install WordPress. Počakamo še na nekaj sekund, evo, in imamo uspešno inštalirano spletno stran z našim uporabniškim imenom in geslom, in če kliknem na login, me je vrglo ven na mojo administracijo, do katere pridemo v naslednjem videu.